podnebje se spreminja počasi, ampak dovolj hitro, da se žive vrste, če jih tako imenujem, ne morejo prilagoditi. In to nas lahko skrbi. To je ena zgodba. Druga zgodba, seveda infrastruktura, ki smo si jo zgradili v svetu, zato da nam je lepše, je tudi občutljiva na vreme. Ne? In število ekstremnih vremenskih dogodkov se povečuje. Samo v Slovenijo si poglejmo. V zadnjih 3 letih smo imeli 3 poplavne dogodke, vsak od teh 3 dogodkov, železniki leta 2007, pa božične poplave 2009, pa lanske poplave v septembru, vsak od teh dogodkov spada praktično v vode, ki so do sedaj bile nekako 100-letne vode. To se pravi, v 3 letih smo imeli 100-letne dogodke. To samo dokazuje trditev podnebnih oziroma strokovnjakov, ki se s podnebjem ukvarjajo, da se ekstremni dogodki, frekvenca ekstremnih dogodkov povečuje. Ni rečeno, da bodo ti dogodki vsak zase hujši, kot je bil že kakšen prej, ampak jih je več. Prav tako se število nevihtnih dni recimo povečuje tekom poletja in tako naprej. Spomnimo se samo lanskega toplega vala v Rusiji, ki je bil en od najhujših toplih valov te vrste, sploh odkar merimo temperature, oziroma ker se zavedamo teh zadev. Ne? To se pravi, s temi stvarmi se bomo v bodočnosti ukvarjali in teh stvari večkrat se bomo s tem srečevali. To se pravi, na to se treba pripraviti. Hvala vam lepa.